Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes se bomo lotili AI Acta in sicer nove evropske zakonodaje o umetni inteligenci, ki bo vplivala praktično na vse, ko uporabljamo umetno inteligenco, rečemo v službi. In zdaj to področje umetna inteligenca se ful hitro spreminja, pravo jo pač proba ujeti, torej AI Act je nek odgovor na to, kaj se dogaja na trgu. In zato so povabila gosta, ki je nekako na presečišču teh dveh svetov, umetna inteligenca ali pa na splošno tehnologije, pa prava. Z nama je Miro Ekart. Miro, dobrodošel. Zdravo, zdravo. Zdaj na hitro, če te predstavim, pravnik, specialist za varstvo podatkov in informacijske varnosti. Za sabo imaš več kot 500 projektov na področju GDPR-a, NIS2 in upravljanja tveganj. Skratka, ukvarjaš se s tem, kako podjetjem pomagati varno in zakonito uvajati nove tehnologije. Zdaj, a bi še kaj dodal, drugače pa malo poveš, s čim se ukvarjaš trenutno, kaj je tvoj največji fokus? Še enkrat hvala za vabilo, drugače pa mislim, profesionalno se ukvarjamo za že dobrih 8 let s tem področjem. Začeli smo z varstvom podatkov, potem smo se razširili na informacijsko varnost, ker varstvo podatkov ima tri področja. Prvo je dokumenti, pravni del, potem imaš informacijsko varnost, podatke je treba ščititi, fizične ali pa digitalni bo itak, jih je vedno več. Pa tretji krog so pa poslovni procesi. Se pravi, ti moraš ljudi pripraviti do tega, da spoštevajo pravila. Ta je verjetno, ta ima neki največji izziv, to so pa bolj taki revizorska dejavnost. Drugače pa pri Data Infosistemu ukvarjamo tako na zelo strukturiran način. Trenutno imamo te 3 področja, se pravi, ta GDPR je naša osnovna stvar. Tu bi mogoče opozoril vaše poslušalce, da zdaj imamo leto pa novo informacijsko pooblaščenko, ki je zdaj po enem lani jeseni začela kar pisati kazni. Prej so bili skozi sami opomini, 8 let nekih opominov, mogoče, rang 1000 evrov so bile neke kazni, 2000 evrov mogoče, tu pa tam bolj opomin, pa kaj takega. Zdaj pa začela pisati kazni 70 000 evrov, 7 000 evrov takse, 4 ure za direktorje, to v eni kazni. Recimo neurejeni piškotki 6 000 evrov, nesklenjena pogodba z nekim dobaviteljem 5 000 evrov, nič ni šlo narobe, samo pogodbe ni bilo take, kot bi mogli biti, 5 jurjev, ta zadnja, zdaj prek 70 000, tam je bil nekdo res poreden, imel nek spyware, zaposlenim je vsako sekundo delal sliko na ekranu, se pravi, in je špioniral jih ves čas, se pravi, ta je bil poreden. Ampak naslednja kazen, ki je bila 35 000 cirka, je bila pa na neki javni prireditvi obvestilo o snemanju ni bilo dovolj dobro. Ne, da ga ni bilo, ampak ni bilo dovolj dobro, je bilo 35 000 evrov kazni. Tako, nobeno od teh ni naša stranka. To so te javno dostopne objave, povzetki. Tako da to je tak opomin ali pa majhen izgled na to področje, da je to preveriti. Se pravi, s tem imamo zdaj zaradi tega tudi nek nov zagon se poteka in imamo na GDPR področju kar dosti dela. Drugo tako področje je informacijska varnost. Zaradi teh svetovnih mešanj kart, ki jih imamo tukaj, so te, je zdaj Evropska unija rekla, zdaj pa, ker digitalizacija pomeni, to je en drug napisal, nekje sem prebral, popolno odvisnost od računalnikov, čisto skrajšana verzija. Popolno odvisnost od računalnikov in če računalniki postojijo, dobena proizvodnja prometne vse obstane, ali pa večino stvari se pol neha dogajati. Mogoče ne danes, ampak jutri tudi, čez par let bo tudi vodovod celoti digitaliziran ali pa elektrika digitaliziran in priješ do nekih teh hudih problemov za vsak dan. In od določenih podjetij, recimo, ki imajo vsaj 10 milijonov prihodkov, pa 50 zaposlenih, pa so z neki dejavnosti, recimo, takih je v Sloveniji zdaj po cirka 1000 novih, mora zagotavljati zelo visok nivo informacijske varnosti in to dokumentirati in dejansko mora imeti delujoče varnostne ukrepe v praksi, tako da ogromno podjetij s tem pomagamo. Trenutno to je področje NIS2, oziroma v Sloveniji je to potem konkretno zakon o informacijski varnosti. In ta tretje področje, s katerim se posebej radi ukvarjamo, je pa umetna inteligenca, kjer je presočišče obeh, ki sem jih prej naštel, in varstvo podatkov in neke nove tehnologije, ki se lahko uporablja. Tu je ta AI Act, to je uredba Evropske unije, ki se neposredno uporablja. Slovenija je zdaj sprejela nedavno tudi zakon na tem področju, ki pa v osnovi samo pravi, da je informacijska pooblaščenka tista, ki ti lahko napiše kazen za neupoštevanje tega. Se pravi, dobili so nove pristojnosti, ker za tem lokalnim slovenskim zakonom so mogli določiti samo, kdo bo inšpektor.
Zdaj to je informacijska pooblaščenka, tudi malo sodelovanje z Akosom. Določi se pa, tako da dosti podjetjem zdaj pomagamo, kako se pravilno lotiti tega področja, kaj je dovoljeno ali pa kaj ne. Ampak ta Act je v osnovi namenjen, da regulira biznis, da pove, kaj je dovoljeno in ga pospešuje, ne da ga odvrača. Ne. Ni pa seveda vse dovoljeno. Ne. No, zdaj res je tako povzel, da v bistvu ta GDPR del imamo kar urejen, so temelji kar dobri, oziroma so eni, ki malo to kršijo namenoma, zavestno, za pridobivanje neke koristi. Ja. Ampak gremo malo na ta AI, če bi imel, recimo, imaš direktorje, moraš jim pojasniti, kaj to je, ali pa naše poslušalce, kako bi to v bistvu tako poenostavljeno povedal, kaj v bistvu to prinaša, kaj to sploh pravzaprav je AI. AI Act je uredba Evropske unije. Uredbe Evropske unije so neposredno uporabljive. Ne? To pomeni, ne rabijo slovenskega zakona in veljajo, tako kot je GDPR. Imamo slovenski zakon, ki samo malo ureja nek video nadzor, pa inšpektorje, pa tako dalje, pa generalno temelji so tam za vso Evropo enotno. Se pravi, to je prva stvar, ki si morate zapomniti, to je sprejeto in velja. Uvaja se postopoma, zdaj ene stvari so že veljavne. AI je predvsem namenjen temu, da ureja stvari, ki so prepovedane, se pravi, kaj ne smeš početi, medtem ko veliko stvari je pa dovoljenih. Tako da recimo vašim poslušalcem, recimo če so z nekih direktorji podjetij, z marketinških področji in tako dalje, pa jih to področje zanima in bojo uvajali neke splošne modele, oni morajo relativno malo narediti. Torej tudi segmentira, kdo mora kaj narediti. Znotraj ta AI Act. Predvsem, recimo ti, ki to razvijajo, morajo največ skrbeti za to, kot je OpenAI, ChatGPT, Gemini od Google, X je Grok model, pa tako dalje naprej. Anthropic je zdaj zadnje čase spet aktualen, mislim, zelo aktualen postal in tako dalje. In teh je pač veliko, tudi neki novi igralci se bo pojavili. Ti morajo največ narediti. Naslednji segment so tile, ki to uvajajo ali pa oziroma spravljajo v promet ali pa pakirajo, uporabljajo te modele naprej, ti imajo neke obveznosti, medtem ko ti končni uporabniki pa imajo relativno malo obveznosti. Ne. Sploh, če že imajo kakega data protection officerja imenovanega, ker se recimo, da se malo bolj ukvarjajo z tem področjem, nimajo nič kaj novega za njih. Ok, sedemo se mogoče fokusirati kar na te, torej na organizacije, ki to uvajajo pri sebi v podjetju, ne. Pa bi si jaz predstavljal tako laično, da nekako ene par predalov to. Torej, eno je, podjetje reče, lahko uporabljate ChatGPT, lahko uporabljate Gemini, pa tudi plačajo licenco zaposlenim, torej, da so podatki varni, da se modeli ne trenirajo na teh podatkih, tako kot na brezplačnih verzijah. Ne. Naslednji nivo bi rekel, da je, zdaj pa dejansko upeljujemo v narekovajih svoj AI, svojega AI agenta, še vedno čist na javnih modelih, ampak za neko pomoč zaposlenim, mogoče v HR-u ali pa v marketingu, generiranje oglasov, generiranje e-mail sporočil. Pa potem postavljamo AI agente, ki komunicirajo direktno z strankami, mogoče chatbot ali pa telefonska tajnica, pametni IVR, to, kar so v prejšnji epizodi govorila. Pa ultimativni nivo uvajamo AI kot zaposlenega, torej zamenjujemo človeka. Kje zdaj tle treba najbolj paziti ali pa kje Act reče mogoče, to se pa ne sme. Ena stvar je, kot sem že prej omenil, tiste prepovedane prakse, recimo zakaj ne smeš uporabljati, recimo, da bi ga uporabljal na način, ne vem, da bi rekel, zdaj pa analiziraj mojo bazo uporabnikov in najdi način, da jim prodamo stvari, ki jih oni ne potrebujejo. Ne? Se pravi, za neke manipulativne namene, to je prepovedano. Recimo, tudi na splošno ne moreš modela trenirati na nekih realnih podatkih, morajo biti ti podatki zaščiteni, že če recimo nimaš neke prevolitve ali pa neke pravne podlage za to, ti pa lahko je neka statistika od zadaj, ampak če ne moreš tega trenirati oziroma ne smeš trenirati na nekih osebah, kjer nimaš pravne podlage, recimo, če imaš čiste normalne userje, ki so ti izrecno zavrnili vsa privolitve, nočejo ti dati ali pa so ti celo prepovedali, moraš preveriti, kaj boš dal tem modelom. Zdaj, če gremo mogoče čisto od začetka, kot si zastavil, se pravi, nek splošen chat GPT je fajn, da in ga podjetje kupilo, ali pa Gemini, ali pa nek Microsoft Copilot, sestavljen del neke Microsoft Enterprise licence,
je fajn, da podjetje da neka osnovna navodila, ne? Se pravi, reče, imamo ta model, lahko uporabljate samo tega. Fajn je, da da neka pravila, kateri podatki grejo noter, kateri ne grejo, recimo, ali lahko vnašajo EMŠO številke in take stvari noter v te modele, ali pa ne. Recimo, to je fajn vedeti, ker tudi se moraš prej pozanimati, kje bojo ti podatki, da zbereš nek storage v Evropski uniji. Osnovna obveznost je seveda, da imaš neko plačljiva verzija, v osnovi pomeni, da si plačal licenco, ne, da je sklenjeno tisto licenco, podajte pač, je treba malo pogledati. So tudi ene plačljive licence, so lahko, bi rekel, relativno poredne, ne. Mar si kaj dovoljujejo, ne. So pa ene, ki so pač zelo, zelo resne, tako da tu je neka obveznost na vaši strani, da preverite, kaj je pa kaj ni. Zdaj, če imate plačljivo, tam tudi imaš nek dashboard, običajno nek administratorski portal, kjer lahko si zbereš, kaj se lahko s tem dogaja, pa tudi kdo ima dostop do tega. Ne. Ta so tudi neki disclaimerji, tako da fajn, da jih preberete. Pri zastojnih verzijah je fajn, da jih podjetje kar reče, to je generalno prepovedano, ne, imate tega plačljivega, ali pa rečete, če pa tega uporabljate tipa, napiši mi vzorčen e-mail zahvalnega pisma enemu kupcu. Ne, to ni obdelava osebnih podatkov, to je kot neko pomagalo, ne, tisto zdaj ni vidim nobenih problemov v tem. Takoj, ko pa začneš neke realne podatke noter vnašati, je pa to lahko zelo problematično, ker to je podobno kot uporaba Gmaila v podjetjih, ne, recimo zastojn Gmaila govorimo, ne. Gmail je pač najbolj splošno uporaben, če ga zastojno uporabljaš, Google postane solastnik teh podatkov in isti ti modeli postanejo solastniki teh podatkov. Tako to je fajn imeti kot neka pisna navodila, mogoče ali pa zelo na kratko, ne, direktor pošlje vsem zaposlenim, kaj se uporablja, pa kaj ne. Bo pa verjetno dosledilo, da bo to inkorporirano v prihodnosti v neke te pravilnike ali pa kaj je. To je eno tako zelo napredno pomagalo. Če pa pridemo do bolj naprednih uporab, ne, kot je da se neke analitike vrtijo noter in tako dalje, in tudi recimo na podlagi tega se nekaj dogaja, neki klubi zvestobe bi radi to uporabljali, tam je pa fajn, da se tako kot velja za GDPR, ne, se pravi, mi bi začeli radi profilirati naše stranke, to je tudi že prej obstajalo, ne, to ni zdaj neki nov koncept z umetno inteligenco ali brez, si že danes mogel narediti eno tako recimo oceno tveganja, oceno učinka, kjer popišeš, kaj boš počel s podatki, kire pravne podlage boš vzel, kaj lahko gre pri tem narobe, ne, kot četrti korak je, uporabljamo te pa te zaščitne varovalne ukrepe, da so stvari recimo dovolj dobro pod kontrolo. Se pravi, kot naprimer, če se stranka pritoži, imamo mi sistem, da to pravočasno zaznamo, sprocesiramo in mu odgovorimo, ne, v tistem roku, ne, 14 ali pa enega meseca, kot ga imamo na razpolago. Če on reče ne, da mi to upoštevamo, ne, v roku enega tedna, ne, da stranki damo povratne informacije, da imamo nek postopek, recimo, da to sledimo. V tej oceni tveganja se tudi napiše, recimo, s katerimi segmente naših strank lahko kaj počnemo. Ti pa, recimo, če nam je dal privolitev za zelo tako invazivno profiliranje, recimo, ne, običajno so neki klubi pri kakih večjih trgovcih, recimo, kjer je, tam je pravna podlaga skoraj že pogodba, ne, kjer gre moji osebni podatki za 10% popust v Mercatorju, ne vem, Šparu, Lidlu, ne vem, pač kjer imamo trgovcev, že korkoli, ne. Pravi, tam je skoraj moji osebni podatki za to, ne, in tiste so privolitva in soglasje so običajno precej obsežni, tako da si tu, da si malo pogledate, ne, kaj vse ste se strinjali s tistim zamen, a je to vredno, ne vem, če na mesec porabite 300 evrov za špicerijo, je to vredno onih 30 evrov ali ni. Ne, zdaj, pač stvar odločitve, ne, ampak generalno oni imajo pravico, da zahtevajo za popust, ki njih dejansko stane ta denar, ne, da pač se vi z nečim strinjate. Če imate privolite, potem marsikaj je možno za uporabo umetne inteligence, podobno kot pri profiliranju, ne, morate gledati, moraš imeti dovoljenje. Ni potrebno dovoljenje za uporabo umetne inteligence, ne, ampak načelno je, recimo, če hočeš to orodje uporabiti za profiliranje, potem pa je, tako da fajn je, da veš, kaj je. Je pa moče, ta glavna stvar pa je, da se pozanimaš prej, kaj ni dovoljeno, ne, recimo, da bi se, recimo, kot se rekel že, uporabo za neke kriminalna dejanja, kot je, ne vem, ali pa zlorabe malih otrok, pa mislim, tako res črne scenarije. Tudi pri avtomatsko odločanje, pri CV, pri zaposlovanju, tam je zelo pazljivo, no,
dajte se pozanimati, da je to uporabi se AI kot filter, ne pa kot tisti, ki dejansko odloča. Se pravi, če je to kot pomagalo, je ok, če pa AI odloča, koga boste povabili na razgovor, pa imate lahko resen problem. Se pravi, Evropska unija želela imeti prakso, ki prepreči neko distopično prihodnost, da bomo vsi več čas shiny, happy, smiling people, kot je recimo neka prepoznava čustev, ni dovoljena. Oziroma, moraš pač paziti, kako bi se tega lotil, ali so neki indici, ampak ne mora biti neka baza dela to prepoznavi čustev, recimo ali pa recimo nekih social scoring modeli, kot imajo na Kitajskem, se pravi, zdaj ti se združiš z nekim porednežem in potem dobiš, minus, sistem ti odbije 50 točk in v avionu nimaš več aviona, imaš samo še vlak, recimo. Mogoče govorim neumnice, ampak to so take percepcije. Te stvari so eksplicitno prepovedane. Te so eksplicitno prepovedane, razen za vojaško uporabo. To, da pustimo, to je vedno izjemno, ampak te stvari so dejansko te, ki so neetične, nemoralne in tako dalje, se prevedate. Seveda, pa z vidika biznisa so pa ene ljudi zelo zanima, kje je ta, dokoč lahko grejo, da ne bojo šli. Zdaj sodne prakse tu ni, pa nek zdrav razum. Zdaj večina nekih uglednih podjetij se tega loteva na tak zelo zdravo razumski način, se pravi tisti, iz Svetega pisma, ne delaj drugim to, kar bi ti rad, da počnejo tebi, če je to v korist strank, čisto neko normalno, podatki so na varnem, je verjetno ta obdelava gre. Ja, torej, ampak tudi če bi hotel to, rečemo, v narekovajih za dober namen uporabiti, torej imamo telefonsko tajnico, ki jo pogaja umetna inteligenca in noter postavimo pravilo, če je nekdo zares jezen, ga pa takoj preusmeri na zaposlenega, na človeka, torej v smislu v njegovo korist, ampak še vedno je to na nek način je to pač prepoznava čustev stranke ali pa potencialne stranke. Ja, tu je eno tako zelo spolsko področje, fajn je, da se pozanimate, mogoče ne bi šel na prepoznavo čustev, recimo, lahko pa mogoče podoben efekt dosežete, če nekdo, uporablja neke take kletvice, močne besede, ali pa zelo povišene decibele, recimo, se pravi, da ne sme biti glih prepoznava čustev. Obstaja neke drugi triggerji, workaroundi, kjer se lahko mogoče pogovarjamo, kjer dobite neke podobne rezultate, ampak ne, recimo, v hotelski industriji ali pa se pravi, oni ne zbirajo podatkov o alergijah, če trdim za primerjavo z GDPR-jem, oni zbirajo food preferences. Se pravi, zdaj jaz ne jem arašidov, ali pa ne jem svinjskega mesa, ne reči, a sem musliman, nisem musliman, ali pa nisem zdaj, židovske veroizpovedi, ampak to se ne sprašuje, Ne sprašuje se, imate laktozno intoleranco, ampak se spraša, jeste sir in mleko? Ja, ne, to so food preferences. Tako da rezultat je enak, namen je dosežen, niso pa to občutljivi osebni podatki. Ampak, veš, tukaj je Andrej zdaj rekel, nekdo pokliče in ti, mi damo neka navodila modelu, kako bo on odreagiral, kakšen cilj želi recimo nekega pogovora, če te gledamo recimo nekdo je poklical, mi želimo zbrati neke informacije, nekaj želimo iti. Zdaj ta oseba je pač nakazala, da gre mogoče malo negativno smer in tako, odločitev tega, v katero smer, kaj bo pa naprej naredil, AI sprejeme to odločitev. Mi smo se malo predelili, kako bo, pa smo rekli, ne na podlagi čustva, ampak na podlagi drugega. Kdo bo zdaj to preveril? Zdaj, kako bi lahko do tega prišel do zdaj, a bi stranka lahko rekla, pa prijavila? Za najbolj verjeten scenarij je pritožba stranke. Tak je jezen, bo tudi jezen še naprej in vas bo prijavil. In potem bo sledila neka raziskava, ki zdaj sploh, če imate posnetek, bo ta posnetek končal jutri pri inšpektorju, ki bo vse ostalo še preveril. Se pravi, zdaj, če gremo mogoče na pogoju, kaj so tiste glavne stvari, kar morajo podjetje vedeti, ko recimo zdaj pri teh voice agentih, ko jih pokličete, se pravi, naj se agent najprej identificira, predstavi kot agent, ali jaz sem pa Branka, vaša virtualna asistentka, ali recimo to je dovolj dobro. In zdaj recimo v nadaljevanju, če se bo klic snemal, tudi to
priporočamo, ne, je to obvezno, to so že postoječe obveznosti. Gre za klasično snemanje klicev, ki je že regulirano v zakonu o elektronskih komunikacijah. Se pravi, ta ali AI snemanje ali pa ni snemanje, je ena in isto. Tako tudi na Zoomu, če vas snema, ne, reče, Zoom bo sneman in transkripcija bo narejena za umetno inteligenco, recimo, ne, to ti na začetku povejo in to je to. Ne. Se pravi, to imaš tisto možnost, da pol, da se, če se s tem ne strinjaš, pač greš ven, odložiš, walk away. Ne. Recimo, to je ta osnovna informacija na začetku. Še en napotek je tu, obvestilo o tem, kaj se dogaja s to obdelavo podatkov, je pa v bistvu obvezno. To so informacije po členu 13 pa 14 GDPR, ne? To spet nič ni novega, to že odprej. Kakšna obdelava se tu dogaja od zadaj, na podlagi česa in tako dalje. To so te, običajno to je ena politika zasebnosti, se imenuje izjava o zasebnosti ali pa privacy policy. To so neki klasični dokumenti. To berejo inšpektorji in to berejo osebe, ki vas želijo prijaviti, ne? Ki so resno jesne. Tako da vam resno svetujemo, da tistimi 5% ljudi, dajte jim to so tiste osnove ABC, ki jih morate porihtati, predno se to uvede. Ni pa to za nič strašnega. So kljukce, ki jih moraš narediti. So te kljukce, ki so standardne, kot že prej. Ta AI je pač neka napredna obdelava, ki mogoče prej ni bilo v takem obsegu, ampak je, ne, ali si ti na roke profiliraš ali pa na profiliraš v realnem času, je eno in drugo, je neko profiliranje, recimo, ne. Pač moraš vedeti. Tudi ta AI agent ima pa neke scenarije od zadaj, ne? In ta razgovor pelje v neko smer in te razgovore v osnovi on dobi verjetno dobi neke usmeritve, recimo naprej, ne? Neki set of rules dobi, kaj naj počne, pa česa ne sme početi, recimo na podlagi česa, ne. To spet ni nič posebnega. Tako da, ja. Okay, tu odprej to mora biti nekako opredeljen v splošnih pogojih, torej ne vse detajle, ampak generalno, kaj počneš. Če prije inšpekcije običajno preverjajo, običajno te probajo dobiti, a je to fair and square, ne? A je to transparentno, a si kaj skrival. Ne? Najprej te proba na tem dobiti, na teh formalnostih, ker pol ne rabi biti na vsebino. Ne? Se pravi, najlažje je, ne? Kot ti policaj ustavi, ne? A imaš rdeči križ, ne? Prvo pomoč, da vidimo datum, ne, poteklo, ne. Se pravi, o tem se zdaj pogovarjamo. Ne. Ali si ti to dovolj dobro ali dovolj slabo naredil, je zelo lahko diskutabilno. Ne. Recimo, če pa tega nimaš, stranka ni bila seznanjena, ni mogla vedeti in se pravi, to je tisto ABC, ki ga treba pač narediti. Agencija identificira, če je snemanje, mora biti razkrito, pa ta politika zasebnosti te najbolj na spletu, pa recimo zdaj, če se agent pogovarja, ne, mora imeti tudi fajn, da ima nekje informacijo za plan B, ne, kako lahko pride mimo tega. Se pravi, če ima da lahko nekdo zahteva človeka. Ne, ali pa recimo, če gre za avtomatizirano odločanje, ne, že danes zahteva po GDPR-ju, ne, to nič novega, potem je, da zahtevaš človeško intervencijo. Ne, to je eno od temeljnih pravic. AI akta zahteva po človeški intervenciji. Ne, tako da dobeno, tudi če imate sistem avtomatiziranega odločanja, morate v štartu že predvideti, kaj ko bo nekdo dvignil roko in zaradi tega ne sme imeti negativnih posledic ali bomo podražiti stvari ravno zaradi tega, ne, kar je pač rekel, jaz pa želim človeško intervencijo. Jaz želim, da mojo vlogo za kredit pogleda nek realen človek. Tudi če dejansko je 99% potem enak rezultat, ne, recimo, ker algoritem se pač ne moti, ali pa ima zelo malo napak, ampak napake so možne, človeška intervencija. Enako je recimo, če bi se uporabljala za kakšne take avtomatizirane postopke, recimo. Mogoče kaj je še prepovedano za neke, ne vem, center za socialno delo, ki odloča o vaših nekih pravicah socialno. Ne sme uporabljati tega za odločanje. Ne? Verjetno bo pa lahko uporabljal v nekem trenutku kot pomagalo. Ne? Se pravi, spet kako se to preveri, ne? Zdaj pol stvar prakse, gre za neko novo tehnologijo, ki pač nimamo še vseh odgovorov. Ne? To se v bistvu pol dodaja, kasneje malo še iz prakse. Glavno je, ne, prvo je, da si transparenten, da imaš neke dobre, normalne namene. Če uporabiš vse te trenutne, ne, GDPR varovalke, je to AI kot neko pomagalo, kot orodje ni nekih. To, da se on lahko pogovarja s tabo, je pač okej, ne. Je pač nič ni problem. Mogoče še ena tale zanimivost, ne, slovenski nov zakon o medijih, pa ima izrecno obvezo za tiste, ki recimo, če so kakšni influencerji, pa imajo take, recimo, ne,
vprašanje, če so on medij, če si medij, potem moraš pri ustvarjanju tega medijskega kontenta kot novinar ali pa kvazi novinar imeti disclaimer oziroma razkritje, da je bila stvar ustvarjena za umetno inteligenco ali članek ali slika. Torej v celoti ustvarjeno ali Ja, tudi kot pomagalo. Mislim, zdaj ne vem, to je dovolj jasno. dober disclaimer. Tak, da rečeš, zdaj, pustimo, ne, zdaj, to je pol diskutabilno, to tako metje iz EU in iz ne EU, ne, zdaj, kaj to pomeni, ne. To zdaj, a je to fair and square, ne vem, ne, ali je to zdaj iz Indonezije, ali je to zdaj, ne vem, iz Bangladeša, ali je to zdaj iz Sierra Leone, vprašanje, ne, ali 90% iz Sierra Leone, ali pa 1 gram slovenskega, ne. Zdaj, pustimo, to je zdaj stvar za neke tržne inšpekcije naprej. Oni se pa tam s tem ukvarjajo. Ja, ampak recimo jaz mislim, da neka resna podjetja, ne, spet je fajn, če uvajajo to kot nek čisto normalno, če recimo zdaj, da rečemo, na eni strani imamo kot ne vem, kot če gledamo tisto neko Gaussovo krivuljo razporeditev, ne, zdaj eni so verjeli, da je svet okrogel, ne, in Portugalci so se pelali okoli v Indijo, Španci so se pelali, ne, na Kitajsko, pa so odkrili Ameriko vmes, ne, recimo, ne, ampak že čez nekaj let je bilo en kup ljudi šlo tja in potem je to postalo nekako normalno. Tako da zdaj smo v teh nekih zgodnih fazah, kjer pač vsega ne vemo, ne, ampak če si držiš teh osnovnih normalnih principov, si zelo na varni strani, ne. En primer, recimo voice cloning, ne, je tudi ena taka zadeva, ki si omenil ran social media, pa to tam se tega res dosta uporablja. Ne. In zdaj recimo podjetje ima neko idejo, direktorja bodo klonirali, on bo zdaj klical okrog stranke. In kakšno je kaj tvoje stališče glede tega? Zdaj, mislim, vprašanje je zelo dobro in zelo na mestu. Zdaj, situacija, kot si omenil, je v osnovi že v Sloveniji kar urejena, to je 221. člen Zakona o elektronskih komunikacijah, če se ne motim, ZEKom-2. Ta pač pravi, da automated voice calling ni dovoljen. Razen, če imaš privolitev. Se pravi, nekih drugih pravnih podlag, tipa zakoniti interes, nam se pa zdi, da bi to bilo fajn, pa da to ni nek poseg v človekove pravice, ki ne pride v poštev. Rabiš privolitev. Pravi, če imaš ti dovolj dobro privolitev, ki bi znala zajemati tudi take posege, potem ni dobenega, ne vidim nekega problema ob ostalih disclaimerjih, ne, seveda. Zdaj se reči, doben me še ni poklical, doben robot, ampak recimo Evropska unija je tu precej alergična na te. Pravi, niso želeli, da bi se te uporaba avtomatov načeloma ni dovoljena, ne, oziroma sploh ni dovoljena, tip, kot je bilo v Ameriki, kjer ti kličeš 041, 000 in potem kličeš 001 in tako da, in kličeš vse številke, recimo sistematično z nekim robotom, ne, to mislim, da ni dovoljeno in zdaj ta bi pa ta agent, oziroma chatbot, tak fake direktor, ne, klical za neke stranke tam, ali pa tudi mogoče en igralec, ali karkoli, nekaj največ enega spretnim glasom, spet priješ na iste težave, se pravi, moraš biti tak, ki je dal privolitev v to. Tako, če te inšpektor vpraša, ne, ali pa recimo izhajati iz tega, da bo nekdo znorel, ne, in vas bo prijavil. Ali pa črni marketing, na slovenski, ne, anonimna prijava konkurence, ne, tudi to poteka. Tudi dosta imamo takih postopkov, kjer pač nekdo pač prijavi, ne, ali pa predstavlja se worst case scenarij, ne, da recimo nek IT-jevec, s katerim ste se skregali, ne, vas prijavi resno. Vse to, kar vi mislite, da je pri vas skrito, ne, ima on neke dokaze. Tudi take stvari smo že imeli, ne? Da prije inšpektor pa reče, pokažite mi to, pa vemo, da nimate, kar nam je on povedal. Okay. To je bila predna stranka, bila naša, mislim, pol je stranka rabila pomoč, pa smo mi uleteli, ampak to zgleda razgovor z inšpektorjem v tem stilu. Tako zelo zanimivo. Se pravi, insiderske informacije z prve roke. Ne? Tudi to obstaja, tako da ne misli, da to se ne dogaja. No? V glavnem, tak robotski klic bi mogel imeti razkritje, da je direktorski klic, da je z umetno inteligenco inteligenco. Zdaj to, da je klon, če on reče, da sem zdrav robot, ta pa ta pri telefonu iz tega pa tega podjetja. Zdaj, klic, ja. Pa le bolj v settingsih, da zveni podobno kot direktor. Ta je manj pomembno.
Ta del mi je manj pomemben kot to, da imaš to razkritje. Recimo, zakaj takega uvajati, bilo fajn imeti neko pisno vajo, kaj se bo točno dogajalo, ta scenarij recimo napisati. Ne? Okay, tak marketinški primer v smislu. Pri nas Igor vsak teden napiše eno kolumno, zdaj pa mi za tiste, ki se jim ne da brati, bi pa še YouTube video naredili, kjer naredimo avatar Igorja, ki ima tudi njegov glas, kjer on razloži to kolumno, zraven moramo pač transparentno napisati, da je to bilo zgenerirano z AI-jem in v osnovi je to zadost. To bi bilo čisto dovolj. Če recimo na začetku rečete, tudi mi že nekaj let nazaj uporabljamo neko table na PowerPointu, kjer se poskeniraš in ti on zadnje naredi in predava tam, smo imeli neko predavateljico, smo imeli. To bilo en čas je bilo zelo aktualno, ampak vsi so imeli isti glas, ne. Zdaj naenkrat, ne vem, ali je bila isti glas za neko veliko trgovsko verigo, ali pa bil isti glas, ne vem, samska dekleta v tvoji bližini iščejo družbo, ne, recimo. AI glas. Ker je bil isti, identični AI glas je bil, ne. Danes se to da fine-tune, tako da malo paziti, no. Tudi kaj je družbeno sprejemljivo, pa mogoče tak projekt bi šel v neko testno fazo, ne. Običajno taki projekte, ki so tak cutting edge, naredi nek tak tihi launch, ne, se pravi, da se ne gre all in, ampak se pripravi vse za nek tak velik obseg, recimo, da bomo to uporabljali, se pa naredi nek test, ne, na nekem testnem. Ampak še enkrat, ne, dajte tiste pravne podlage, to je privolitev, preverite. Okay. Kako se pa boriti s tem, torej, ko smo rekli, okay, robot se pogovarja, robot sicer ima, torej, kaj ne govori, ampak na drugi strani ne more pa vplivati na to, kaj mu uporabnik pove. Ne? Torej, zavarovalnica naredi chatbota, ti imaš tam zdravstveno zavarovanje, začneš razlagati, kakšne alergije imaš, kot smo jih prej omenjali, ali pa kakšne preiskave si delal in da bi razumel to nekaj povrnjeno ali karkoli. Torej, skratka, tam je nekdo razkrival ali pa tja noter pisal občutljive podatke, čeprav to ni bilo mišljeno za to. Ne? A se s tem boriti? Ali... Ja, zdaj... Verjetno v ceni tveganja je treba to opredeliti. To je eno od scenarijev, kaj lahko gre na robe. To se v ceni tveganja, ker ta cena tveganja ni statičen dokument. Ko ti noter imaš scenarije, ki jih ti nisi predvidel in recimo, če prijemo do takega scenarija, da v nek obrazec, ki ni logičen, ali pa je logičen, drugim je logičen, tebi pa ni, zdaj vprašanje, kaj je logičen, pa ni. Pa dejansko se to dogaja, se ti kot neka resna firma moraš s tem ukvarjati. Se pravi, zdaj, ali boš imel ko prepoznaš, da je če imaš v orodju umetne inteligence, na to, ko prepoznaš, da on začne pisati, ne vem, imam alergijo na to, pa to, lahko ti kar ustaviš stop, to bomo zbrisali, to dajte ne tega več početi, ali pa neke varovalke imaš noter, ali imaš neke velike disclaimerje gor. Na razne načine se da to reševati, ampak jaz mislim, da se ti ne moreš s tem ne ukvarjati. Ljudje so čudni, pač to pišejo stvari, ki jih ne bi smeli. Niso prebrali člena 67 na 15. strani splošnih pogojev, ki to pravi, da to ne gre. To vas ne bo rešilo pred inšpektorjem. Mislim, to ni, že javnost vas bo pojedla, recimo, zakaj takega. Če sploh predstavljate si, da to ljudje pišejo in to oni vaši službenci v klicnem centru, kdo to bere, se imajo vsak, ne vem, kaj imajo, čudak tedna, recimo, recimo, tak kontest, recimo iz tega, ker se ta zbirka daja nekam, ker so to neki nenavarni obraz in ima, ne vem, 100 ljudi dostop do tega. Razmišljate, te so stvari, ki se moraš, recimo, ukvarjati. Če po imenu alergijo, imeli smo eno lekarno, kjer so iz nekih razlogov, iz preteklosti so se na vseh, vsakeč, ko si dal račun, se iz tvoje ime pa priimek izpiše. In potem so oni, ljudje so dobili svoj račun, ampak niso ga odnesli domov, ampak so jih kar metali listke na nekem koš, okoli vhoda je bilo polno tistih listkov, tistih računov, personaliziranih računov. Z imenom. In priimkom. In potem smo prišli do tega, zakaj oni sploh to pišejo gor. In potem smo gotovili, da razen na zahtevo ne rabijo napisati gor ime pa priimek. Se pravi, so pač mogli malo velinkostno prilagoditi ta svoj software, recimo, da izpiše še vedno lahko ime pa priimek, ampak samo na request. Ker s tem smo dejansko ta račun anonimizirali, oziroma ker je neka številka, če si plačal s kartico, tisti hash od kartice gor, ampak to je izjemno zamaskiran podatek. Tudi Mastercard nima, težko to mečeš. Če ni nek terorizem, ne bojo, je to anonimen podatek skoraj. Recimo, to so tudi, in se pravi, mi smo jim rekli, da se oni s tem morajo ukvarjati.
ker se to dogaja na tvojem dvorišču, ali pa na tvojem vhodu, za katerega si pa ti odgovoren. Ali boš ti tam stal zraven pa pobiral te lističe, ne? Ali boš pa raje ukinil to obdelavo podatkov, ki ni potrebna, recimo, ne? Tako to se vedno vprašati. Ker GDPR zahteva neko minimalistično obdelavo podatkov. To, kar rabiš, ne? Pravi, če rabiš za treniranje nekih transkriptov ali pa posnetkov, koliko časa boš to hranil, ne, te podatke. Zdaj, če gre za neko dokazilo o transakciji, potem se ti podatki lahko dolgo hranijo, ti posnetki, ker recimo za neke sodne spore potencialne se lahko uporabijo leta in leta. Ne. Mora biti pa na varnem. Če pa jih želiš imeti za neke marketinške namene, pa nimaš pravne podlage, da bi to verjetno čuval 10 let, ne. Če gre kar nek tak benign klic. Lahko pa jih anonimiziraš, ne, da jih uporabljaš za statistične modele, recimo, da rečeš, na drugi strani je bil moški, starostna kategorija, 40 do 50 let, ne, iz Gorenjske regije, recimo, ne. Če ti podatki kaj pomagajo, ne. To pa potem postane statistični podatek, ki ga lahko pa uporabljaš v nedogled, ne, recimo, s tem se moraš malo ukvarjati. Ja, tako kot vedno rečemo, če bi rad treniral nek model s podatki, z nekimi preteklimi podatki, kjer je možno so noter osebni podatki, če so to neki zahtevki strank, ker bi rad ti tam vso znanje, ki so ga tvoji agenti dali naprej, je treba stvari vnaprej anonimizirati in je potem ok, ne? Ja, ali pa so recimo zdaj, to je ok, ali pa... Ker ne želiš imeti teh podatkov niti v modelu, da jih bo enkrat po nesreči ven ker tam model jih lahko po nesreči splune, ne? Se pravi, ena pri AI-ju je, če smo na tehniki, ti se moraš dosto ukvarjati, da te podatke izčistiš, da jih pripraviš, da jih boš dal v AI, ne. Pa spet, v kateri AI boš dal, pa v kjer kontejner boš dal noter, kam ti podatki grejo in tako dalje. To moraš pač, pravi, bolj so občutljivi podatki, bolj se moraš s tem ukvarjati. No. To je neka zdravorazumska čisto logika, ne. Ker izhaja pa iz tega, če ti enkrat pobegnejo, je to nek data breach, pa moraš ljudi obveščati, ne. Ker ne veš kočno koga, ne, moraš preko sredstva javnega obveščanja, informacijska pooblaščenka, tako da tu en kup neumnosti. Mislim, da osnovna neka varnost bi tu mogla biti. Če imaš pa recimo čist nek svoj lasten model na lastnem računalniku, v nekem kontejneru, na lastnem strežniku, ne, to pa verjetno je, imaš pa v celoti lahko pod kontrolo, ne, pa niti ni nujna mogoče anonimizacija. Je pa problem lahko ta, da bo model uporabljal, Miroslav Ekart, ne, imena pa priimke, ko bo generiral neke odgovore podobne, ne. No, se vi tem eno vprašanje, pa naprej. Po GDPR imaš pravico do pozabe, ne? In zdaj ti pokličeš tega glasovnega, če smo danes malo glasovnega agenta, rečeš, zbriši ti moje vse podatke, ki so pri tebi, ne? Ja. Kako zdaj to pravzaprav, odstraniš iz neke nevronske mreže, kjer se ti treniral s temi stvarmi. Vem, da imamo pač uporabljamo za to RAG procese, kjer iščemo po delu, indeksiramo stvari in tako, kaj tudi smo rekli, anonimiziramo stvari. Ja, to je zelo odlično vprašanje, ne? In to je recimo tako zahteva pol ta data protection impact assessment, ne? Se pravi cena učinkov, cena tveganja, ne, za varstvo podatkov, kjer se noter napiše. Zdaj še ena zahteva tam FRIA, se imenuje Freedom Rights, tveganje na človekove pravice, ampak ta je bolj kot dodatek k temu, k tej osnovnemu, robustnemu. Zdaj, če priješ na nivo, ali zlorabljamo človekove pravice, ali ne, pa nehaj, ne, takoj nehaj. Tako tisto predvsem enostavna naloga, ne, ampak osnovno, tisto tehnično, ne, kako to, tiste osnovne stvari, ne, kot si rekel, ok, profiliramo na podlagi pravne podlage privolitve, ne, jaz umaknem privolitev, to velja za naprej, ampak za nazaj pa zahtevam za izbris podatkov. In zdaj, katere podatke jaz lahko zdržim, ne, zdržim neke transakcijske podatke, recimo, če komuniciraš z finančno ustanovo, veljajo podatki tudi nekaj časa, imajo to antifraud zakonodajo, ne, lahko ti zavrnejo izbris takoj, ampak rečejo, te bomo izbrisali čez 2 leti, ker ne želimo, da bi, ker ne vemo, ali si robot ali nisi, pa da pol treniraš nekrat. Izbris pomeni, da mi sploh ne vemo, da si ti kdarkoli bil naša stranka in ti isto stvar, ti se ponovno pojaviš tam na vratih, ne, in recimo, izbris pomeni v osnovi, recimo, da se predstavljate ljudje, ne, to je, recimo, imate sodelavce, ki ga odpustijo ker je kradel v firmi,
dobi neko obsodbo, pogojno obsodbo, recimo 1 leto, ali pa za 3 mesece gre v zapor. Po 5 letih on dobi potrdilo o nekaznovanju, da ni bil kaznovan in on se spet prijavi za isto delovno mesto skladiščnika, pri vas. To pomeni izbris, da vi se morate pretvarjati. Ljudje imamo ta spomin, lahko ga imamo, ampak uradno ne morete napisati, ti si pri nas kradel, zato te ne bom vzeli v službo. To je absolutna, naj bi bila absolutna pravica, ki ima meni svoje probleme, pa komplikacije v praksi. Problem je recimo izbris iz kakih backupov in tako dalje, kar je primerljivo z teh orodij umetne inteligence. Ampak načeloma vi morate vse te posnetke, vse kar izbrisati, morate čim prej izbrisati, oziroma izbrisati pač v teh rokih. Recimo, če je bila pravna podlaga privolitev. Če pa imate neke transakcijske podatke, recimo, če se pogovarjaš za borzno hišo, za nek nakup vrednostnih papirjev, tam se običajno to hrani, tam lahko tudi do 10 let, kar so bile, ali pa 5 let, vse 5 let je brez problema zaradi dokazilo o transakciji, če pokličeš na zavarovalnico. Običajno koliko časa se to hrani, to so informacije za to politiko zasebnosti. Tako da spet iste principe uporabimo, ki so že tudi na to umetno inteligenco. Je pa težko zbrisati iz teh nekih nevronskih mrež. To so neki izzivi, ki obstajajo, ampak podobni so bili tudi pri nekih blockchainih. Zdaj, kako boš? Je pa verjetno boljš, da tako zahtevek bi tudi AI predal človekovo reševanje, pa on se pa odločil, bom jaz zamaskiral. To sigurno ta postopek je, recimo prvič je teh zahtevkov relativno malo. Tisti, ki se pritožijo, so običajno vejo, kaj počnejo. Ali pa zadnje čase opažamo, da za pomočjo umetne inteligence nadajo zelo kompleksen, pravno tako utemeljen zahtevek, in včasih dajo korespondenco že kar informacijsko pooblaščenko zraven, ker mu je AI agent svetoval, kot pokrepitev svoje. Mislim, so neke storitve, ki obljubljajo, torej, da te izbrišajo svojo identiteto na internetu, ki delujejo na nek tak podoben način, torej, da pošiljajo zelo personalizirane, generirane zahtevke. Tega bo verjetno več. Mi zdaj opažamo, da so ta ChatGPT ali pa podobni nek model uporabljajo te. Tako da predno se kaj takega lotite, uvajajo umetne inteligence, imate tudi odgovore na čisto taka zdrava razumska vprašanja. Nekdo bo rekel, izbrište me, kaj pa zdaj? Ali pa recimo nekdo prikliče privolitev, to pomeni, da vi imate podatke na varnem, ampak hramba teh podatkov bo čez nekaj časa postala nezakonita. Ker nimate več pravne podlage. To podjetje pozabijo. Se pravi, imate čisto klasična analogija. Podjetje zbira CV-je za razpise in potem, to ni anekdota, in 2 leti nazaj sem bil pri eni gospe, v pisarni je imela 3 omare in vprašam, kaj pa delate, ta annual check-up smo delali, GDPR, kaj delate za CV, in smo tisto leto preverjali, zbiramo jih, kje pa je v te omari. Ok, koliko pa jih imate? Ja, obe omari. Kako obe omari, rečem. Ja, ne vem, mi skozi zbiramo CV-je, sprintamo, vse arhiviramo lepo tam. Lahko vidim, so bili CV-ji od leta 90 naprej. Zadnjih 30 let so imeli CV-je, 35 let so imeli CV-je zbrane v 2 omarah. Zdaj pa zakaj pa to vi počnete? Ne vem, jaz sem tu zdaj zadnjih 5 let, ker sem na novo prišla, ona gospa šla v penzijo, mi dala pisarno in delovno mesto in me uvedla in to pač mi zbiramo. To je bil en proces in pa, ko misliš, da to ni možno, dokler ne vidiš 2 fizičnih omar CV-ja. Noter. Verjetno so kakšni bivši pripravniki, politiki, že župani, ne vem kdo, pol ljudi je že umrlo. Zanimiv koncept, ampak se pravi, pravna podlaga je pač ukilna in pač pa nadeljen zapisnik, so pač na nek način komisijsko sto uničili, to je pač kot neko poslovno dokumentacijo, komisijsko se uniči, se dokumentira in tako dalje. Tako da, recimo, lahko zbiraš te CV-je tudi, ne vem, koliko ljudi lahko tožijo, dobrih 5 let, recimo 5 let je splošno zastaralni rok, potem pa nimaš več pravne podlage, da bi to imel. Tako da svetujemo ljudem, če ne vejo, zakaj bi imeli, čuva 1 leto, pol pa stran vrš, recimo, če ne veš, zakaj bi to imel. Problem teh storij. AI ni nov, je samo. Zato ta AI tu nima 1000 členov, kar jih ne rabi imeti, ker samo ureja to on top of, recimo, varstvo podatkov. Ostali stvari. Ja, ki so čisto tako osnovne.
Okay. Počas smo pri koncu, mogoče za konc. Par stvari, ki bi jih podjetje mogoče moglo narediti danes, ali pa kaj mora narediti pred 1. avgustom, oziroma glede na to, kako si rekel, da se lahko še malo zamaknejo stvari. Zdaj so neke spremembe, da Evropska unija v okviru neke debirokratizacije misli stvari malo olajšati. Bomo videli, bo uspelo ali ne, ker zdaj bi moglo biti že marca sprejeto, pa mislim, da ne bo. Ne. Ampak bomo videli. No. Ampak generalno zato je pri uvedbi umetne inteligence, se pravi, zdaj, če imate pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, dajte zraven vključiti obvezno. Ne. Če imate čisto benigno uporabo, to je tisti open source modeli, zastojni modeli, če ni noter osebnih podatkov, če je, ne vem, napiši mi to ali pa povej mi, kaj je to, ali pa nekaj čist ne dajete noter osebnih podatkov, ali pa moče tudi pazite pozorne. Poslovni skrivnosti, ne, pa imate tudi NDA z vašimi poslovnimi partnerji podpisane, verjetno, ne, to morate čuvati. Kot neko pomagalo, ni problemov. Če imate plačljivo verzijo, fajn, da jim date neko tako čisto kratko navodilo, kaj je v redu, pa kaj ni v redu, s tem tudi podjetje sebe zaščiti. Ne? Tudi malo razlog razmisliti, zakaj pa bomo uporabljali to orodje. Ne uporabite kot tako neko splošno pomagalo. Ne? Ta drug nivo, ko priješ pa do nekih naprednejših obdelav, je pa fajn tudi mogoče malo napisati par ali ne, kaj bomo počeli, kaj lahko gre pri tem narobe. Ne, s tem vašim dobaviteljem se dajte, ki vam to recimo dobavlja, ne, se malo pogovoriti, da so pogodbe sklenjene, ustrezne in s tem dobaviteljem in potem s tem naprej, s tem modelom, ali pa s tem ponudnikom tega modela, kako bo to laufalo, kjer podatke boste tem preuporabljali notrne, a dejansko lahko vse uporabite ali samo delno, a se to v stanju tehnično zagotoviti. Ne, se pravi, eno so lepe želje, pol pa ljudje, tehnika recimo ima neke svoje omejitve, ne, in pač morate stvari prilagoditi. Ali pa greste v neke izjeme, da smo že bolj na poslovnem področju, imeli bi še to, pa še to, da je nek prvo najprej A, potem pa B, potem pa recimo gremo naprej na C. Postopoma se to uvaja. Pri varstvu podatkov, se pravi, poleg teh pogodb je pa ta obvestila, pazite, se pravi, če so neki chatboti, s katerimi se pogovarjajo, je tudi če ta chatbot, ne, da piše sem vaša virtualna asistentka, to ima ne vem, že Pošto Slovenije ima enega takega, hvalijo se okolj recimo z njim, pa take modeli za vse sorte obstaja že tega. Ne. Tako da to bo zdaj normalnost, ampak se moraš kot tak identificirati, pol pa neka politika zasebnosti, informacije o zasebnosti, ker so te informacije strankam na voljo, pa nek plan B, nekdo, ki tega noče, ne, se pravi, kaj boste s takim naredili, ne. Pravi, da reče, recimo, zdaj, če čist klasični, če nek ta agent se mi javi na telefon, pa jaz se z njim nočem pogovarjati, ne, da imam jaz nek plan B. Prav vedno nek procent uporabnikov tega ne bo želelo in da vi omogočite nek drugačen način. Če rečeva, telefon je realno časni kanal, torej v živo se pogovarjava, ampak smo izven delovnika, imamo lahko umetno inteligenco tudi ob 2 zjutraj, poklical pa nekdo nazaj, pa omogočil ta osebni stik šele v ponedeljek ob 8. Če pa če jaz kličem v soboto po noči, bo chatbot se javil, če pa z tega nočem, pač vi niste dolžni zagotavljati, ne. Imate uradne delovne ure, ne. Državna uprava, ne, od 9 do 12, potem je malce ponedeljek, torek ni in tako dalje, recimo, malo šala na stran, ampak ne. Takrat pač zagotavljate ta normalen stik ali pa recimo, ne vem, telefonska številka od tajništva in tako dalje. Ne. Nič strašnega. Ja, mogoče tle Andrej dodava za ta del, da pri kinetarija, ne, našem produktu, ki delamo tudi z Mirotom, sodelujemo pri tem delu, tako da v bistvu strankam prinašamo tudi v bistvu neke te procese, pa jih ozaveščamo o tem, tako da probamo biti čim bolj res slediti vsem tem zadevam, v bistvu se posvetujemo, tako da ta del se mi zdi pomemben. Ja, skušamo biti proaktivni. Ti roboti so zdaj prišli, ne, in ne bojo šli v stran, ne, ker so super uporabni. Ne. Ne rabiš čakati, poveš, kaj te zanima in dobiš informacije. Zdaj, to je to. Ne. No, tako je, ja. Moramo pa ostati v ravnotežju s tem, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno in zdaj pač, kot smo rekli, zakonodaja prihaja, zaradi tega moramo biti o tem ozaveščeni. Ok, tole je bilo super informativno. Hvala, še enkrat hvala. Hvala za povabilo. Zdaj pa poslušalci, če vam tole všeč, dajte deliti še s kom, ki bi ga to zanimali, dajte nam kakšen like, kakšen komentar. Sicer pa hvala tudi tebi, Gorazd.
Andrej. In se slišimo naslednjič. Čau. Čau. Čau.